Sonce je neizčrpen vir obnovljive energije. S sončnimi sprejemniki preko medija ali neposredno ogrevamo sanitarno vodo, lahko pa ogrevamo tudi objekt. Eko sklad nudi subvencije za vgradnjo sprejemnikov sončne energije. Poglejmo kakšne. Praktično vsa energija, ki jo koristimo ljudje na Zemlji, prihaja od sonca. Sprejemniki sončne energije tako predstavljajo najbolj enostaven in učinkovit sistem koriščenja te energije brez nekih zapletenih posrednikov in naprav. Sprejemniki sončne energije so načeloma namenjeni pripravi tople sanitarne vode, prilagojeni sistemi, predvsem v energetsko učinkovitih stavbah, pa služijo tudi podporo ogrevanju stavbe. Poznamo načeloma dva tipa sprejemnikov sončne energije. Prvi tip so ploščati, v katerih je po posebnih ceveh špiralno napeljana ogrevna voda, in pa vakuumski, ki jih vidimo na tem primeru, ki zaradi vakuumskih cevi in pa refleksijskih površin pod temi cevmi imajo boljši izkoristek, zato je njihova površina, potrebna površina lahko manjša, so pa nekoliko dražji od običajnih ploščatih sprejemnikov, ekonomika vgradnje je pa približno enaka. Običajno potrebna površina ploščatih sprejemnikov sončne energije za eno družinsko stavbo s 4 do 5 osebami znaša 8 kvadratnih metrov, vakuumskih pa je dovolj približno 5 kvadratnih metrov. Seveda mora biti sistemu prilagojen tudi ustrezno velik zalogovnik toplote. Za eno družinsko hišo je njegov potreben volumen okoli 500 litrov. Sprejemnikom sončne energije mora biti seveda prigrajen tudi ustrezen generator toplote. Primarno ta skrbi za ogrevanje stavbe, skrbi pa tudi za pripravo tople sanitarne vode v dneh, ko sonca ni dovolj, predvsem to velja za zimske mesece. V tej kotlovnici vidimo kombinacijo toplotne črpalke kot primarnega vira ogrevanja z ustrezno velikim zalogovnikom toplote in pa s prigrajenim zalogovnikom tople vode, ki ga primarno dopolnjujejo sprejemniki sončne energije. V tej kotlovnici pa je prikazana kombinacija sodobnega kotla na lesno biomaso, prav tako z dograjenim ustrezno velikim zalogovnikom toplote in pa prigrajenim bojlerjem, ki ga primarno dopolnjujejo sprejemniki sončne energije. Finančni prihranek v primeru, da sicer toplo sanitarno vodo pripravljamo v električnem bojlerju, znaša na letni ravni približno 350 evrov, velja za družinsko stavbo. V primeru, da sicer toplo sanitarno vodo pripravljamo z zemeljskim plinom, znaša ta prihranek približno 160 evrov. V primeru priprave tople sanitarne vode s toplotno črpalko pa znaša prihranek na letni ravni približno 130 evrov. Eko sklad nudi nepovratna sredstva za vgradnjo sprejemnikov sončne energije. Višina nepovratne spodbude je omejena na 20% priznanih stroškov naložbe, ki vključujejo tako dobavo in vgradnjo sprejemnikov sončne energije, črpalk, zalogovnika toplote, razvodov in tako naprej. Višina spodbude je omejena tudi na 200 evrov po kvadratnem metru vgrajenih sprejemnikov sončne energije. Torej, v primeru vgradnje sprejemnikov za eno družinsko stavbo pri površini 8 kvadratnih metrov lahko investitor računa z do 1600 evrov nepovratnih spodbud. Seveda je za vgradnjo sprejemnikov sončne energije na Eko skladu možno pridobiti tudi ugodni kredit. Vsi podatki, ki so potrebni za pravilno prijavo na razpis in kasnejšo dopolnitev vloge, so dostopni na spletni strani Eko sklada.